Jaz vas lepo pozdravljam v imenu Društva za zdravje srca in ožilja. Danes je z nami gospa Neža Sinjur Osvald, diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ljubljana Center. Predavala nam bo o vsakodnevni skrbi za zdravje in kako pomembna je redna in zdrava prehrana, svežo pripravo obrokov, hoja, gibanje, pravilna drža, kako je vse to pomembno za res zdravo življenje. Jaz kar predajam besedo. Tako en lep pozdrav vsem skupaj, kot me je že gospa predstavila, moje ime je Neža Sinjur Osvald, sem diplomirana medicinska sestra in sem zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana v Centru za krepitev zdravja. Zdaj v Centru za krepitev zdravja, da malo tudi omenim, naš center izvajamo delavnice, ki krepijo naše oziroma vaše zdravje. Zdaj namen tako delavnic na splošno kot današnje delavnice, ki vam jo bom pač predstavila, oziroma temo Živim zdravo, pa se res vprašamo, če res živimo zdravo, je, da spodbudimo pač ljudi, tako vas kot na splošno vse, da začnemo razmišljati, ali sploh živimo zdravo, ter kako začeti, ker marsikdo si misli, da je zelo lahko, pa ni, in kako s tem tudi nadaljujemo, ne. Zdaj vsak začetek je seveda težek, a ne, kot sem že omenila, čeprav se sliši preprosto, ne, nam nekdo reče: "Pa dajte v svojo prehrano en obrok več, pa pojdite za 10 minut vsak dan ven na neki sprehod." Ali pa ne vem, če je nekdo strasten kadilec, pa rečemo: "Dajte eno cigareto manj pokaditi, a ne." Sliši se zelo preprosto, ampak za nekoga, ki pač to ni nikoli dal v svoj način, zdrav način življenja, a ne, ni želel oziroma ni hotel vpeljati, je težka naloga za nekoga. Zdaj najprej, ko se mi pač lotimo, da bi neko zdravo življenje, da bi nekako začeli zdravo živeti, se pač postavijo prvi izzivi, a ne. Pa me zanima najprej, kaj vi kot današnji prisotni poslušalci pomislite, ko rečemo živim zdravo, zdravo življenje, zdrav življenjski slog? Če je kdo, da bi povedal, kaj, da prižge pač mikrofon pa pove, kaj je za njega zdrav življenjski slog, na kaj najprej pomisli, ko sliši to besedo. Da ne kadimo. Okej, da ne kadimo, kaj še? Kaj bi še rekli? Še kdo pogumen, da bi se opogumil povedati kaj? Da ne pijemo alkohola. Gibanje. Tako, super, gibanje, alkohol. Zdrava prehrana. Tako, zdrava prehrana, tako. Okej, nekaj ste mi povedali, a ne. Zdaj, kot sem rekla, ko se nekaj lotimo oziroma da želimo živeti zdravo, naš življenjski slog damo na zdrav način, pridejo izzivi, a ne. Zdaj izzivi so na področju ohranjanja pa krepitve zdravja v današnjem času so tesno povezani z iskanjem zanesljivih virov, a ne. Mi dobimo neke informacije na spletu, v revijah, preko televizije, reklam in tako dalje, a ne. Zdaj, množica tako spletnih kot tiskanih virov pač posameznikom, nam osebno ponuja zelo široko paleto nekih informacij, ki pa so lahko neobdelane, nepravilne, pa tudi mi ljudje smo tako nagnjeni, da ko nekdo reče, da bomo pa neki napitek spili ali pa neko tableto pojedli, pa bomo, ne vem, manj kilogramov imeli, pa bo holesterol se zmanjšal, noben noče kaj več narediti za svoje zdravje, a ne. Ko rečemo: "Dajte se pa več gibati, pa dajte kakšen obrok več v prehrano, pa opustite, ne vem, kajenje, probajte manj alkohola," in tako dalje, a ne. Vedno se poslužujemo lažjim načinom
da bi naredili svoj življenjski slog bolj zdrav, ne. Zato je zelo pomembno, da se iščejo preverjene in zanesljive informacije. Ko pridete do zdravnika, če vas referenčna sestra povabi v referenčno ambulanto, greste do ne vem, specialistov, do kogarkoli, če imate kakšne težave in vam priporočijo delavnice, da se nečesa udeležite, tako kot v tem primeru, oziroma da obiščete naš center za krepitev zdravja, je zelo pomembno, da to sprejmete odprtih rok, a ne. Mi vam ne želimo nič slabega, ampak vam želimo dati, tako kot bomo danes, da imate čim bolj preverjene in zanesljive informacije in da se lotite čim bolj zdravega življenjskega sloga. Zdaj, namen te delavnice, kar bomo danes govorili oziroma na kaj bomo pozorni, zdaj zelo pomembno je, da vemo, kaj je zdrav življenjski slog, kaj lahko naredimo, da bo bolj zdrav, kako zdrav življenjski slog vpliva na naše zdravje, kako si lahko uvajanje sprememb poenostavimo, kako lahko zdravju koristna vedenja pač koristijo na naše zdravje. Zdaj, telesno zdravje je osnovni pogoj za vsesplošno dobro počutje, a ne, če ni naše telo dobro, pač če nima nekih osnovnih pogojev, a ne, se pač posameznik ne more dobro počutiti. Zdaj, na telesno zdravje seveda vplivajo dejavniki in ti dejavniki so biološki dejavniki, na to vemo, da vpliva nimamo, a ne. To je starost, je spol, je dednost. Na te stvari mi vplivati ne moremo. Zato gremo na dejavnike, ki lahko vplivamo. To se pravi prehrana, telesna dejavnost, zdravju škodljiva vedenja in zasvojenosti, to se pravi odvajanje od kajenja, alkohola in tako dalje, potem duševno zdravje in pa seveda okolje. Na te stvari mi lahko vplivamo. Potem je tudi vključenost v zdravstveni sistem in pa v preventivne in presejalne programe. Zdaj, vključenost v zdravstveni sistem je, da se udeležujete rednih pregledov, obiskov zdravnikov, to se pravi specialistov, da spremljate, če imate že neko bolezen v vašem življenju, da spremljate bolezen, da naredite nekaj za to, da bo boljše. To se pravi, tudi sem omenila preventivne in presejalne programe, da se tudi teh redno udeležujete, bomo tudi o teh programih malo kasneje. Zdaj, ko pride do neke bolezni, do nekega stanja, ne, da morate spremeniti vaš življenjski slog, je zelo pomembno, da ne ignorirate znakov, da ne ignorirate zdravnika, če vam reče, glejte, sladkor je malo povišan, malo imate povišan pritisk, a ne najdemo izgovorov takoj, ja, saj to je pa zato, ker sem prišel do vas, pa je bela halja, pa je to ta znak, a ne, da je zdajle povišan, doma imam pa čisto v redu, a ne, pritisk, na primer, pač zvišan krvni tlak. Zato je zelo pomembno, da pač teh znakov ne ignoriramo. Če je možnost, da ste pa že ogroženi, kot smo prej omenili, preko bioloških dejavnikov, to se pravi, da je lahko tudi dedno, nekatere pač bolezni lahko podedujemo, pa je zelo pomembno, da jih že preventivno preprečujemo, ne. Če nekaj več vemo, ni nič slabo, lahko nekomu drugemu pomagamo, ko pa že ima določeno bolezen, določeno diagnozo. Zdaj, če mi gledamo, kateri dejavniki vse vplivajo na naše telesno zdravje in na življenjski slog, lahko pripelje, če ga ne nadzorujemo, če nimamo nadzora nad našim zdravim življenjem, a ne, zdravim načinom življenja, lahko pride do kroničnih nenalezljivih bolezni. To se pravi, lahko pride do bolezni srca, ožilja, raka, sladkorna bolezen lahko pride, kronične bolezni dihal, duševne motnje in pa bolezni kostno-mišičnega sistema. Zdaj, bolezni kostno-mišičnega sistema je, da gre na kosti, mišice, hrustance, kite, vezi, to pride pač tudi z leti, starostjo in pa če ni dovolj gibanja, še hitreje to napreduje.
Zdaj, če pride do katerekoli od teh bolezni, če gledamo z vidika dednosti oziroma če pač je neko obdobje v življenju, pa potem pride neka bolezen vseeno v naše življenje, a ne, se pač soočimo s tem. Kot sem rekla, ne ignoriramo znakov, ne ignoriramo bolezni. Če vam zdravnik, specialist reče, da imate pa povišen sladkor, da je možnost, da mogoče bo pa sladkorna bolezen vas obiskala, a ne, se pač soočite s tem. Morate si dati v svoje glave, da prilagodite da boste pač samo prilagodili svoj življenjski slog in boste lahko normalno in lepo živeli dalje, a ne, ter s tem tudi uravnavali neko določeno bolezen oziroma diagnozo. Ali pa pač seveda preventivno nekaj storite zase. Zdaj, morate se zavedati, da vsaka kronična bolezen, ki pride v življenje, zahteva seveda dolgotrajno življenjsko zdravljenje, ne. Te bolezni se mi pač nekako ne losamo, a ne, ne moremo jo dati stran, ampak živimo z njo. Zato je zelo pomembno, da že preventivno delamo oziroma ko pride določena stvar, da začnemo nekaj delati na tem, da jo uravnavamo. Kot sem rekla, vse nasvete, navodila, ki jih prejmete, jih sprejmite, s tem boste tudi lažje razumeli vašo bolezen, vašo diagnozo in pravilno ukrepali, če pride do česarkoli, a ne. Zdaj, dejavniki tveganja, ki pa lahko nastopijo, če naš življenjski slog ni urejen, a ne, in sicer za te kronično nenalezljive bolezni so seveda nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost, stres, tvegano škodljivo pitje alkohola, kot ste omenili, kajenje smo omenili. Zdaj, k razvoju prispevajo pa tudi seveda zvišan krvni tlak, zvišane maščobe, to se pravi holesterol, zvišan krvni sladkor in pa seveda, kar je zelo v porastu, prekomerna telesna teža in pa debelost. Pa me samo za začetek zanima, ali ima katerikoli od vas poslušalcev katerokoli kronično nenalezljivo bolezen ali pa karkoli, da se sooča z določeno boleznijo, ki jo mora uravnavati. Ima kdo od vas kronično nenalezljivo bolezen, ja ali ne? Jaz Ja, sem po infarktu, dobro, 6 let pa pol. Jaz, okej, jaz imam srčno popuščanje okej. in amiloidozo srca. Dobro, ima kdo mogoče še zvišan krvni tlak, holesterol, sladkor, da se še s katero drugo takšno stvarjo bori? Holesterol povišan. Okej, povišan holesterol. Še kdo kaj? Zdaj tako, kot sem rekla, če pride bolezen, določena situacija v življenju, se soočamo s tem, jo ne ignoriramo, ampak si rečemo, da če imamo možnost, da nekaj naredimo za sebe, a ne, neka možnost je. Zdaj, ko mi se lotimo nekega procesa, da pa bomo nekaj naredili na tem, da spremenimo življenjski slog, pa naj bo to, da pride v naše življenje bolezen, neka diagnoza, oziroma ali pa na splošno si rečemo, dedno je v družini, pa lahko pride v naše življenje, a ne. Zelo pomembno je, da ko se posameznik odloča, da bo neko spremembo naredil v svojem življenjskem slogu, da ima neko močno voljo po spremembi, ampak se mora zavedati, da lahko pridejo tudi tiste ovire, ki ga lahko v danem trenutku odvrnejo od tega, da bi on sploh karkoli spremenil, a ne. Ne vem, želi sladkor uravnavati, pa se trudi, pa nikakor ne gre. Želi zmanjšati težo, pa v pol leta nikakor ni nič bilo, ampak se trudi in trudi, pa ne gre in človek enostavno obupa, ne. Zato je zelo pomembno, da se znate spoprijeti s temi ovirami.
In je pomembno, da morate tudi vedeti, da če pride do česarkoli, če obiskujete, tako kot sem omenila, te naše delavnice, veste, da imate možnost pogovora tudi s psihologom, da se obrnete na nekoga, ki vas v tistih trenutkih, ko jih vi rabite, podpira vas, da je tam na vaši strani, a ne. Ker je zelo pomembno, da imate nekoga ob sebi, da vas podpira, ker je potem tudi lažje, da nek proces spreminjanja sprejmete. Zdaj, kot sem rekla, ovire vas lahko odvrnejo, ampak mora biti močna volja, in da s tem nadaljujete. Pomembno je tudi, da ima posameznik občutek nadzora nad situacijo, ne, da ta proces vi sami pri sebi nadzorujete. Tako kot sem rekla, da vas okolica sprejema in da vas podpira. Zelo pomembno je, da imate v tem procesu, ko se nekaj lotite, da se neko spremembo v življenju naredite, neko podporo bližnjega, prijatelja, pač kogarkoli, da veste, da se lahko na njega obrnete, če pride kakšna ovira. Pa me zanima, kateri so tisti 4 stebri zdravega življenjskega sloga? Kaj bi rekli, kateri so tisti 4 stebri, ki nas držijo pokonci? Nekatere ste že prej na začetku omenili, ampak kateri so tisti 4 stebri? Gibanje, ja. Kaj še? Še kdo kaj? Gibanje, kaj še? Spanje. Kako? Prehrana. Tako, gibanje, prehrana, pa še 2 stvari so. 4 stebri so zelo pomembni, da je naš nek življenjski slog stabilen. Kaj bi še rekli? Spanje. Spanje. Tako, bravo, sem mislila, da Spanje. kar spanje, tako. Ponavadi na naših delavnicah vsi pozabijo na to, vi ste odgovorili takoj. Super. In pa seveda, če še jaz... Jemanje zdravil. Tudi jemanje zdravil, ampak najbolj pomembni tisti 4 stebri, kot ste rekli, so gibanje, prehrana, spanje in pa stres, a ne, to se pravi duševno zdravje. Ti 4 stebri so tisti glavni, da nas držijo pokonci oziroma da je nek življenjski slog stabilen. Zdaj se bomo pa ustavili pri vsaki stvari posebej. Najprej bomo šli na prehrano. Vemo in že večkrat sem zdajle poudarila, da je prehrana zelo pomembna, a ne, ima pomemben vpliv na ohranjanje in pa krepitev zdravja, da določene bolezni, diagnoze lahko zelo dobro kontrolirate, uravnavate tudi s prehrano. Pomemben je ritem prehranjevanja, to se pravi, da si razdelite obroke čez dan. Zdaj ni tisto več, da morate imeti pa 5 obrokov na dan. Zelo važno je, da imate nekje 3 obroke na dan in da je vsaj en obrok topel obrok. Če imate 3 obroke in pa še 2 ali 1 malico, sploh super. Zelo pomembno je, da načrtujete malo prehrano vnaprej, da si tudi te malice oziroma prigrizke že vnaprej malo pripravite, a ne, kot vemo, da imamo mi, jaz vedno rečem, imate seboj vedno merice. Kamorkoli greste, imate neko merico s seboj, da veste, kaj pa koliko lahko pojeste. To so vaše roke oziroma dlani. Ste za to že slišali? Ja ali ne? Slišali smo. Ja, Ja, ja. Okej. To se pravi, vemo, da polovica krožnika je priporočene zelenjave, to se pravi 2 vaši pesti, a ne. Potem imamo 1 pest mora biti škrobnega živila in 1 pest beljakovinskega živila. Nekje, če damo vaši 2 dlani skupaj, pa je priporočljivo nekje, da pojeste solate, a ne. To se pravi, imate vedno vaše mere s seboj, roke so vedno z vami. Zelo pomemben je izbor živil,
to se pravi, da uživate vse, od žita, žitnih izdelkov, mesa, mesnih izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov, sadje, zelenjavo, ravno tako sladkor, maščobe, ampak v nekih zmernih količinah, a ne. Mi priporočamo, da greste na čim bolj zdrave načine, ne vem, da namesto belih testenin izberete polnozrnate, da namesto bolj mastnih kosov mesa izberete pusto meso in s tem pač probate na čim bolj zdrav način življenja se prehranjevati, a ne. Zdaj, če je nekdo vegan, vegetarijanec, a ne, pač si svojo prehrano prilagodi na drugačen način, a ne. Zdaj, zelo pomembna je zmerna količina, da, kot sem rekla, imamo vedno merice s seboj. To so roke, vedno vemo približno, koliko je neka količina zmerna za vas osebno. Potem uravnotežena prehrana. Zelo pomembno je, da imate v prehrani od beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, vitaminov, mineralov. Zdaj, pri prehrani je zelo pomembno tudi, da se čim bolj lokalno pa sezonsko prehranjujete, a ne. Zdaj, ko je zimski čas, je zelo pač v ospredju so bolj jedi na žlice. Repa. Kako? Zelje in repa. Tako, jedina žlica, ko je pač poletje, vemo, da imamo dosti zelenjave, sadja, lahko jih kupite od lokalnih kmetov ali pa če jih sami pridelate, še toliko bolj, a ne, da jeste čim bolj lokalno in pa sezonsko hrano, a ne. Saj si lahko privoščite seveda tudi zdaj kakšno sadje, zelenjavo, vse, ampak da čim bolj jeste sezonsko in pa lokalno pridelano hrano. Zelo pomembno je, da si kuhate pač doma, priporočeno je, da si lahko tudi vnaprej pripravite obroke, a ne, ne vem, kakšen golaž, pa si date zmrzniti, pa pač naslednjič samo neki krompir zraven naredite, da si pač tudi vi malo planirate vnaprej vaš ritem prehranjevanja. Kot sem tudi že omenila, da probate gledati na čim bolj zdrav izbor živil, to se pravi, namesto mastnega kosa mesa date pusto meso, polnozrnate izdelke in tako dalje. Zelo pomembna je tudi hidracija, da poskrbite za reden in pa zadosten vnos tekočine, ker vaše telo potrebuje hidracijo, tekočino, s tem tudi oskrbite vaše možgane, da ostanejo bolj bistrih misli, tudi vaša koža je lepša, a ne, in pa bolj normalno lahko deluje, če ste dobro hidrirani. Zdaj, priporočeno je nekje do 2 litra tekočine na dan, ampak seveda tudi, če imate določeno diagnozo oziroma neko bolezen, vemo, da je potem hidracija oziroma vnos tekočine za nekatere manjši predpisan vnos. Morate pa tudi vnos tekočine šteti tudi kakšne juhe je tukaj že všteto, kakšno sadje, ki je zelo bogato s tekočino, a ne, tako da vse to se všteje v vnos tekočine v telo. Je kakšno vprašanje do tukaj? Hvala. Okej. No, potem smo omenili, da drugi steber našega zdravega življenjskega sloga je telesna dejavnost. Tudi to je ključni dejavnik, da mi ohranjamo svoje zdravje in pa da ga čim bolje izboljšamo. Zdaj, telesna dejavnost pomeni, da se gibanje je vključeno v vsakdanjem življenju posameznika, da rečemo, da imamo neko gibanje, da varuje še vedno naše zdravje, je priporočljivo. Zdaj, jaz bom povedala, kaj je priporočljivo, vi potem pa si prilagodite telesno dejavnost vam primerno, kolikor zmorete vi in vaše telo, seveda. Da imate neko varovano zdravje, je, da se 5-krat na teden gibate vsaj po 30 minut na dan, to se pravi od 30 do 60 minut, ampak jaz vedno pravim, če boste vsaj 30 minut na dan dejavni, je že to več kot dovolj. Če ne morete biti 30 minut v eno dejavni, ste lahko, ne vem, si razdelite 10 minut zjutraj, 10 minut popoldan, 10 minut zvečer ali pa 15 minut, a ne, da si razdelite
to neko zmerno vadbo. To se pravi, neka zmerna vadba 5-krat na teden pomeni, da ko vi izvajate to telesno dejavnost, še vedno lahko z nekom, ki, ne vem, če greste na sprehod, še vedno lahko z nekom govorite, da niste res zadihani, ne? To je neka zmerna vadba. Potem je priporočeno 3 do 6-krat na teden po 25 minut intenzivne vadbe. To je, da se res zadihate, greste v hrib, greste tudi na malo daljšo progo, da kolesarite, in pri tej vadbi ne morete še zraven, da bi se z nekom pogovarjali, a ne. In pa priporočljivo je 2-krat na teden vaje za moč. Morate vedeti, da naše telo se z leti stara, naše telo potrebuje mišično maso, da lahko telo normalno deluje. Ker vemo, da ko nastopi neka bolezen, pa lahko je to samo prehlad, bo najprej ta bolezen potegnila vaše mišice. Najprej bo šlo na mišice in vam bo pobralo seveda ta bolezen mišice, a ne. Zato je zelo pomembno, da čim bolj delate na mišični moči, a ne. Zdaj, da bi pa res izboljšali zdravje, zmanjšali dejavnike tveganja, da se res poglobite v telesno dejavnost, pač priporočeno je 5-krat na teden po 70 minut neke zmerne telesne dejavnosti, 4-krat na teden po 40 minut je ta intenzivna vadba in pa 3-krat na teden vaje za moč. Zelo pomembno je, da delate čim bolj tudi vaje za ravnotežje, ker vemo, da ko se staramo, tudi naše ravnotežje malo peša, a ne, da je čim manj padcev in nekih nepotrebnih poškodb, a ne. Ker tudi vemo, da naše telo se potem rabi več časa, da se zazdravi, kakšne rane tudi več časa rabijo, da pač pride neka rana v normalno stanje, ne. Zato vam pač priporočam, da se gibate vsak dan ali pa vsaj 5-krat na teden, vsaj po 30 minut, ampak si prilagodite telesno dejavnost vam samim, a ne. Zdaj, če sem jaz rekla danes, ne vem, 30 minut, se ne boste vsi zdaj, če nič niste telesno dejavni ali pa bolj malo, se ne boste zdaj vsi zagnali, a ne, pa šli cel teden po 30 minut telovaditi, a ne, ampak greste postopoma, a ne. Ne vem, si rečete, jutri bom šel pa za 15 minut na sprehod, pa pol po enem tednu bom pa povečal, pa bom šel za 20 minut, a ne. Greste postopoma in uživate v tej telesni dejavnosti. Ne se zapoditi, ne vem, če ne radi hodite, ne greste na neke sprehode, če radi kolesarite, greste na kolo, kolesarite in uživate v tem. Če radi plavate, greste plavat, to je tudi telesna dejavnost, a ne. To se pravi, kar vam najbolj pač je všeč, da boste uživali. Zdaj, zelo pomembno je, da tudi zamenjate namesto, da greste v dvigalo, greste po stopnicah peš, če greste v trgovino, pa da je zelo blizu, ne greste z avtom ali pa z avtobusom, greste tudi peš, pa že s tem ste telesno dejavni. Zdaj, priporočeno je, da naredi človek 10.000 korakov na dan, to se pravi, je nekje 6 kilometrov. Ampak kot sem rekla, prilagodite vašo telesno dejavnost vam samim. Če jo ne znate, če ne veste, kako se lotiti, kot sem že rekla, v našem centru imamo tudi fizioterapevte, ki na vašo, pač kolikor ste zmožni, prilagodi telesno dejavnost, vam pokažejo vaje, kaj je za vas dobro in potem veste, kako se lotiti naprej. Potem je bilo tudi, da omenimo dvigovanje bremen. Zdaj, zelo pomembno je, ko neko breme dvigujete, zdaj, a vidite, ko jaz miško premikam po ekranu? Ja, Okej. Zdaj, zelo pomembno je, da greste čim bližje tega bremena, a ne, kot je tule na sliki gospod, da je šel čim bližje bremena, če je na mizi, greste čim bližje mize. Potem, če je breme na tleh, greste tako, da počepnete, noge date v širini kolkov, malo bolj navzven, poberete, pač primete to breme in ga dvignete, s tem pa pazite, da je v počepu tukajle ravna hrbtenica, ne, da ne pride do tega, tako kot je pri temle gospodu, da je v obliki črke C, ker s tem lahko bi, ampak moramo vedeti, da s tem tudi uničujemo oziroma škodujemo našemu zdravju.
Zato je zelo pomembno, da imate čim bolj ravno hrbtenico, to se pravi, da imate breme čim bližje, noge v širini kolkov, da imate ravno hrbtenico in s tem dvignete breme visoko. Če pa na mizi, pa ravno tako, seveda pazite na hrbtenico, greste čim bližje. Ko poberete to breme, če ga želite, ne vem, zanesti na levo stran ali pa na desno, nikoli se ne rotirate samo z zgornjim delom, da bi se tako zarotirali pa ga položili. Vedno greste tako, da se obrnejo vse, noge, kolena, boki, trup, gre vse v isto smer. Da naredite korak v desno, korak v levo in potem odložite breme oziroma neko škatlo, neko stvar, ki ste jo pobrali, na določeno mesto, kamor jo želite dati. Je razumljivo povedano? Ja, Okay. Potem drža. Zdaj, jaz sem se osredotočila mogoče na sedeči položaj, pa bomo tudi, ko pač človek stoji, kako je primerna drža. Zelo pomembno je, če gledamo tole sliko ali pa tukaj dol, da človek, ko se usedete na stol, da greste čim bolj tukaj nazaj. Rit, zadnjico date čim bolj nazaj na stol, da imate, kako se reče temu, naslonjalo, da je čim bolj ravno, se poravnate in da imate glavo, prsni koš nad medenico, ne? Da ni takole, da bi bili prsni koš čez medenico ali pa ramena čez medenico, da ni zadnjica nazaj pa vse naprej, ne? Ampak da je glava, prsni koš nad medenico, ko sedite. Da imate noge trdno na tleh in pa da ne sedite takole, kot je tukaj tale gospodična, gospa, da sedite na trtici. Ampak kot sem rekla, da imate zadnjico čim bolj nazaj in ko sedite, da je teža enakomerno razporejena pač po zadnjici, a ne, da stabilno sedite na tistem stolu, kjerkoli pač se boste usedli, a ne. Je razumljivo? je. Zelo pomembno je tudi, da je glava pač v liniji nad medenico, ker če jo tako, kot jo ima tukajle tale gospod malo naprej, a ne, čim jo malo obremenimo, je lahko že stres na vratu, s tem pa tudi lahko pride do bolečin v vratu. Okej, zdaj gremo pa na duševno zdravje. Pa me zanima, če jaz rečem duševno zdravje, kaj najprej pomislite? Na dobro ali na slabo? Na dobro. Super. Sem zadovoljna s tem odgovorom, ker pri nas večinoma odgovori, da je pa slabo to. Duševno zdravje je vir dobrega počutja, je neločljivi del celotnega zdravja posameznika. Kot smo rekli, to je eden izmed tistih stebrov zdravega življenjskega sloga. In sestavljajo ga področja, kot so zadovoljstvo, samospoštovanje, dobri odnosi z drugimi, posameznikova sposobnost obvladovati svoje življenje, da se uspešno sooči z vsakodnevnimi izzivi in pa seveda problemi. Duševno zdravje je mnogo več kot pa le odsotnost neke duševne bolezni, a ne. Zdaj omogoča ljudem, da življenje doživljajo smiselno, da so ustvarjalni, da sprejemajo samega sebe, da sprejemajo svoja čustva, da čutijo pripadnost družbi, pač kjer živijo. Je pa tako, da naše doživljanje in pa stiske dosti pogosto je čezdalje bolj, vsaj mi vidimo po napotitvah v naš center, da pa ljudje ne razrešijo dovolj hitro, ne izrazijo nekih stisk, nekih doživljanj dosti hitro in lahko potem pride do določenih bolezni, to se pravi do duševnih motenj, in sicer do stresa, anksioznih motenj ali pa depresije, ne. Kot sem rekla, zelo v porastu so te 3 stvari, čezdalje bolj, ker ljudje pač te stiske, doživljanja zadržijo v sebi in potem pride do določenih bolezenskih stanj, ne, do nekih duševnih motenj. Kot smo pa rekli, duševno zdravje je vir dobrega počutja, ne. Zato je zelo pomembno delati na njem,
da če pride do česarkoli, da hitro ukrepamo, kot bomo že šli podrobno omenila bomo malo o stresu, o tesnobi in pa depresiji, toliko da vidite, na kaj ste lahko pozorni, če pride katerikoli od teh znakov ali pa da vas neka stvar dlje časa teži, neko stisko povzroča, ne rečemo več kot 14 dni ali pa mesečno, vsakodnevno, potem je že nekaj na tem, da nekaj ni v redu, in da je potrebno ukrepati. Zdaj, če se najprej ustavimo pri stresu, lahko mu rečemo, da je neizogiben del vsakdanjika. Stres je naravni odziv na izzive, zahteve, s katerimi se seveda srečujemo mi kot posamezniki. Stres je normalen, to se pravi, ampak je pa spet odvisno od posameznika. Nekdo bo neko minimalno, ne vem, bo na telefonu videl, da ga nekdo kliče, bo padel v stres, ko bo videl, da ga neka oseba, ki ga spravlja v stres, kliče. Nekdo se bo pa odzval čisto drugače in se bo brez problema oglasil na telefon, Ne vem, nekdo gre v avto, pa je pod stresom, nekdo pa pač mu je vožnja kot neko sproščujoče dejanje, Pa me zanima, kaj so tisti stresorji, ki porušijo naše ravnovesje oziroma naš vsakdanjik? Kaj so tiste stvari, ki nam porušijo to? Kaj bi rekli? Ja. Kako? Strah je eno. Nisem slišala. Strah. Strah? Ja. Okej. Še kaj? Skrb. Žalost. Skrb. Okej. Ampak tako, kaj bi nam, da pride do stresa, kaj je tista stvar? Nekaj nepričakovanega, ne? Tako, nek dogodek, Lahko je ti stresor nek dogodek, lahko je predmet, kot sem rekla, lahko je oseba na drugi strani telefona ali pa pride čez vrata, pa smo pod stresom, ker pač nam ta oseba pač povzroča stres, nekomu pa ne. Ali pa neka situacija, To so tisti stresorji, ki naše ravnovesje porušijo. Lahko so tudi življenjske prelomnice, vsakodnevne obremenitve, Kot vemo, v življenju lahko pride do rojstva otroka, poroke, ločitve, selitve, menjave službe, smrt v družini ali pa, kot sem omenila, vsakodnevne obremenitve, Za nekoga so te prelomnice življenjske normalno, se normalno odzovejo na njih, za nekoga pa je zelo stresno. In kot sem rekla, če je stres v obvladljivih količinah, je koristen za zdravje, Ker nekomu poveča raven motivacije, energije in se ta oseba lahko boljše spoprijema z nalogami in pa izzivi, Malo je pod stresom in bo lažje lahko neko motivacijo dobil, pa nekaj boljše speljal, kot si je on predstavljal, Če pa je seveda stresa preveč, pa lahko negativno vpliva na človeka in seveda na njegovo duševno in pa telesno počutje, Potem, če se ustavimo na tesnobi ali pa anksioznosti, je del normalnega čustvovanja. Zdaj, tesnoba ali pa anksioznost je signal, ki človeku seveda sporoči, da je v nevarnosti in mu pomaga, da se pred njo zaščiti. Bomo potem tudi pogovorili o znakih, na kaj ste lahko pozorni, Zdaj, če je neka tesnoba v manjši obliki, da še vedno jo lahko obvladujete, nič narobe. Če pa je neka stvar, ki, kot sem rekla tudi pri stresu, traja dlje časa, je neobvladljiva, vi se ne morete več soočati z njo vsakodnevno, pa posameznik na ta način opušča vsakodnevne dejavnosti, se ukvarja z nekoristnimi strahovi in skrbmi ter se izogiba določenih stvari, Je pa lahko do tega, da pripelje do bolezni. Pač povečana tesnoba vpliva na to, da posameznik, kot sem rekla, opušča vsakodnevne dejavnosti, pač vedno je na preži in se ne more popolnoma sprostiti. Zdaj, pri obvladovanju anksioznih motenj, ko pripelje to v anksiozne motnje, pomagajo sproščanje,
in večanje psihofizične kondicije, to se pravi sprememba mišljenja, vedenja. V resnejših primerih, ko pa tesnoba oziroma anksioznost že toliko napreduje, pa je potem, da se zdravi to z zdravili. Zdaj, če pride v vaše življenje tesnoba ali anksioznost ali pa stres, se pač ne to zatrti pa reči, ne, jaz pa ni možno, da je prišlo to v moje življenje, ne, ampak jo sprejmite z odprtimi rokami. Če vi vidite, da pač ni nekaj tako, kot je bilo včasih, če opazite neke simptome, neke znake, pa da se toliko časa že ponavljajo, pa vpliva res na vaše zdravje na splošno, poiščete pomoč, kar ni nič narobe. Zdaj, kot sem rekla, imamo simptome za tesnobo, je ponavadi izguba veselja, žalost, sprememba v apetitu, napetost, izguba energije in pa zmanjšana kakovost odnosov. Če je karkoli od teh znakov, če je kratkotrajno, nič narobe, seveda pač je življenjsko, ne. Če pa ti simptomi trajajo dlje časa, ne vem, da je 14 dni, mesec dni, vsakodnevno se soočate z nekimi simptomi, pa je potem se že za vprašati, ali potrebujem pomoč, da mi nekdo pomaga iz tega ven. Zelo veliko je tudi depresije, ki je ena izmed najpogostejših duševnih bolezni. Zdaj izraža se skozi vedenjske, miselne, čustvene in pa telesne simptome, in pa posameznika seveda ovira pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti. Kot pravim, če je v nekih mejah normale, da je obvladljiva, pač jo sprejmemo normalno, če pa pač traja dlje in dlje, te znaki, simptomi, pa je potrebno ukrepati, Zdaj, moramo se zavedati, da posameznik z blago obliko depresije so lahko pomoč hobiji, rekreacija, da se preživljanje časa v naravi, to se pravi, to je neka blažja oblika, ki je še obvladljiva. Ob težji obliki depresije pa se lahko seveda uvede tudi zdravljenje oziroma psihoterapija, Kot sem rekla, če katerakoli od teh 3 stvari pride v vaše življenje ali pa da se ne morete nekako soočati z določenimi simptomi, znaki, seveda poiščete pomoč, že sam pogovor z nekom je lahko v veliko pomoč. Da še za depresijo naštejemo simptome, zelo značilni so motnje spanja, kronična izčrpanost, skrb, bolečine v prsih, razdražljivost, glavobol, napete mišice hrbta in vratu. Če bi trajalo to dlje časa, potem lahko pripelje seveda v bolezen, in če ne ukrepamo dovolj dobro, lahko potem pripelje tudi do kroničnih drugih bolezni, Prej smo omenili, da 4. steber našega zdravega življenjskega sloga je pa spanje in pa počitek. Spanje in počitek je pomembno tako za telesno kot duševno zdravje. Zdaj, ljudje se velikokrat zavemo, kaj pač spanje, kakšen vpliv ima spanje na naše življenje, šele takrat, ko začutimo posledice pomanjkanja spanja. Zavedati se moramo, da je nujno potrebno za preživetje, dobro kakovost življenja, dobro počutje, učno uspešnost, učinkovitost na delovnem mestu in na splošno učinkovitost, da preživimo dan in da ohranjamo naš zdrav življenjski slog čim bolj zdrav. Kot sem omenila, ko pride do kroničnega pomanjkanja spanja, ima lahko številne negativne posledice, kot so povečanje tveganja za debelost, metabolno ravnovesje, sladkorno bolezen, srčno-žilna in pa tudi rakava obolenja, In še enkrat poudarim, pač velikokrat se zavedamo šele takrat vsake stvari, ne samo zaradi spanja, tudi drugih določenih stvari, ko pač pridejo posledice, Zato je zelo pomembno, da damo veliko pač poudarek tudi na spanju in pa počitku. Zdaj, za odrasle osebe v povprečju potrebujemo med 7 in pa 9 ur spanja na noč. Pomembno je, da hodimo spat približno ob isti uri, prav tako ob isti uri, da vstajamo. Jaz pravim, saj tisti, ki smo pač zaposleni, ki imamo še druge obveznosti, je včasih težko uskladiti, da se držimo nekih istih ur. Pri osebah, ki imajo navado pač počivati preko dneva, naj ta počitek ne traja dlje kot 45 minut. Priporočljivo se je izogibati pitju alkoholnih pijač, kajenju v času pred spanjem,
do 6 ur pred spanjem ni priporočljivo piti kave, pravega čaja, pač tisto, kar vsebuje kofein. Prav tako je vsaj 4 ure pred spanjem priporočljivo izogibati mastni, pekoči, sladki hrani, ki se pač nadomesti z drugimi lahkimi obroki, a ni, da ni težko za naš želodec, a ne. Tudi redna telesna aktivnost pripomore, da je vaše spanje, vaš počitek bolj zdrav, kakovosten, ampak da se odsvetuje se pa čim bolj, da ne greste pred spanjem kakšno visoko intenzivnih telesnih dejavnosti se lotiti, a ne. Okej, potem pa dejavniki, ki še vplivajo na naš življenjski slog, a ne, zdaj smo 4 stebre oddelali, zdaj so pa še ostali, a ne, ki vplivajo, a ne. Na začetku ste omenili kajenje, ja. Kajenje je zelo pogost vzrok za naš zdrav življenjski slog, ima velik vpliv na to, da se pojavijo različne kronično nenalezljive bolezni in je pogost neposredni vzrok smrti kadilcev. Zdaj, vpliv kajenja je neposredno dokazan pri nastanku in razvoju različnih vrst rakov, bolezni srca in ožilja, KOPB, to se pravi, to je kronična obstruktivna pljučna bolezen, to se pravi bolezen pljuč. Pride zaradi kajenja, večinoma ulkusne bolezni, pa tudi pri impotenci, motnjah zanositve in drugem, a ne. Zdaj, kajenje vpliva tudi na nezadostno oskrbo miokarda, to se pravi srca. Ja. Je kdo želel kaj reči? Okej. Zdaj, kajenje vpliva tudi na nezadostno oskrbo srca s kisikom. Najnovejše raziskave seveda kažejo, da naj bi bilo kar 64% vseh smrti med rednimi kadilci povezanih z njihovim kajenjem, a ne. Zdaj, škodljivi vplivi kajenja so pogojeni z dnevno količino pokajenega tobaka oziroma cigaret in pa s trajanjem kajenja, a ne. Zelo velik poudarek je, koliko oseba pokadi na dan in koliko let že kadi. Tudi moramo se zavedati, da ko nekdo pač ne kadi že po 20 minutah, se izboljša naš pritisk, srčni ritem je drugačen, a ne. Potem moramo pa vedeti, da se naše telo stabilizira šele po 15 letih, ko nekdo preneha s kajenjem, a ne. Zdaj, potem imamo še druge oblike kajenja. Imamo kajenje vodne pipe, je nevarno predvsem zaradi dolgotrajnega inhaliranja in pa velike koncentracije ogljikovega monoksida. Potem e-cigarete in tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva in ne gori. Zdaj, mi za odvajanje od kajenja ne priporočamo nobenih drugih oblik, da posegajo za odvajanje od kajenja, a ne, da bi šli pa, ne vem, na e-cigarete ali pa na kakršnokoli drugo obliko, ker vse to vsebuje nikotin. Kot sem rekla, kajenje je na prvem mestu med dejavniki tveganja za razvoj kronično nenalezljivih bolezni, ki bi jih bilo mogoče popolnoma odpraviti, oziroma jih je, samo mora biti volja in pa pač moč, da ta oseba, ki se loti tega oziroma želi opustiti kajenje, da ima motivacijo in pride lahko do uspeha, da popolnoma odpravi. Pri opuščanju od kajenja je najpomembneje vedeti, da gre za korenitno spremembo načina življenja, a ne. Moramo se zavedati, da ko nekdo želi opustiti kajenje, naredi tudi zelo veliko spremembo v načinu življenja, ne. S tem se pač spremenijo prehranske navade, ker morate vedeti, da kajenje je kot nek način prehrana kadilca, a ne, ker oni nadomestijo s cigaretom nek obrok, in ko pač določena oseba preneha kaditi, potem se izboljša tudi vonj in pa okus in potem kadilec zelo posega po hrani in pride tudi lahko do hitrega naraščanja teže in pa debelosti. Zato se tudi kadilci, ko jim pač omenimo, da ko bodo prenehali kaditi, lahko naraste teža, se potem malo so v skrbeh, ali bi šli v to ali ne bi šli v to, a ne. In pa povečano telesno aktivnostjo, zelo pomembno je, da se lotijo še bolj telesne aktivnosti in pa seveda je problem, ko
opustijo kajenje. Stresne situacije so ponavadi nadomestili z kajenjem cigaret, ko pa tega ni, pa so stresne situacije, morajo se naučiti obvladovanja na druge načine. Je do zdaj vse jasno ali želi kdo kaj vprašati? Okay. Tako da ja, ko se nekdo loti odvajanja od kajenja, je to ena izmed velikih sprememb njegovega življenja. Ni to mačji kašelj, ko nekdo reče, pa samo dajte zmanjšati. Zato tudi jaz, ko delam to delavnico, vedno gremo, da zmanjšujemo, nikoli ne gremo, da grejo iz, 25 cigaret na dan na nič, rečemo v 6 tednih. Ker pač telo, človek rabi čas, da se prilagodi. Zato raje malo zmanjšujemo, vpelje spremembo v prehranske navade, da pač doda rajši obrok ali pa nek prigrizek si pripravi, da poveča telesno, da se vse sproti začne lepo spreminjati, in da potem lažje gre v opuščanje od kajenja. Okay, potem imamo še pitje alkohola, je tudi eden izmed dejavnikov, ki je v naši kulturi zelo razširjeno in običajno vedenje, bi lahko tako rekli. Pač pogosto je prepričanje, da seveda alkohol reši vse težave, odžene skrbi, izboljša razpoloženje in je zdrav za telo. Res je, da ima alkohol pomirjevalni učinek, tako kot kajenje, ampak se moramo zavedati, da to deluje kratkoročno, ko pač ta alkohol oziroma tisti cigaret, nikotin popusti, smo spet tam, kjer smo bili. S tem pa pač škodimo našemu zdravju. Zdaj razlikujemo med manj tveganim pitjem alkohola, to se pravi, to so priporočene pod narekovaji, drugače pitje alkohola je priporočeno, da se nič ne pije alkohola. Potem imamo tvegano pitje alkohola, to se pravi verjetnost, da bo uporabnik utrpel neke posledice. In pa škodljivo pitje alkohola, to se pravi določene posledice se že izražajo, ni pa še to, da je zasvojenost. Zdaj, škodljivosti pitja alkohola se posameznik pogosto zave šele, ko se pojavijo težave z zdravjem. Kot smo rekli, večina ljudi smo naravnani tako, da vedno zatiramo neko stvar, ko pa so že težave, takrat pa skočimo v zrak, pa rečemo, zdaj moram pa rešiti, pa je lahko marsikdaj kaj prepozno, pa imaš res dosti dela in energije moraš vložiti, da se to spremeni. Kot sem rekla, manj tvegano pitje alkohola, to je za zdrave odrasle, kar vidite tukaj, to se pravi, ni za bolne ljudi, kronične bolnike, otroke, nosečnice, doječe matere, poklicne voznike. To je za zdrave ljudi brez kakršnihkoli težav. Za moške je na dan ne več kot 2 merici na dan alkohola oziroma ne več kot 14 meric na teden. Ob priložnostih, to se pravi praznovanja, poroke, rojstvo otroka in tako dalje, je ne več kot 5 meric ob priložnosti. Pri ženskah je ne več kot 1 merica na dan oziroma ne več kot 7 meric na teden. In pa priložnostih ne več kot 3 merice ob priložnosti. Kot sem rekla, ob vseh navedenih količinah naj bi bil vsaj en dan v tednu pa povsem brez alkohola. In pa velja ta manj tvegano pitje za osebe, ki res so zdrave, brez kakršnihkoli bolezni. Zdaj, kaj ena enota pomeni? Vemo, da ena enota je 1 deciliter vina, 2,5 decilitra piva, 0,3 žganja in tako dalje. Toliko, da imate malo, mislim pa, da je vsem znano, kaj točno je ena enota, ena standardna merica alkoholne pijače. Potem, ko sem omenila tvegano škodljivo pitje alkohola, zdaj pri kratkoročnem lahko pride do poškodbe, nesreče doma, na delovnem mestu, v prometu, nasilje, samomorilnost, slabše miselne telesne sposobnosti. Zdaj pri tveganjem, če to dolgoročno traja, lahko pride do okvare jeter, želodca, popuščanja srca, možganske kapi, duševne motnje, zasvojenost z alkoholom. Kako? Želi kdo kaj vprašati? Zdaj, škodljivo pitje alkohola je pa, kot smo rekli,
da določene posledice se že izračajo, ni pa še zasvojenost, da pač moški ob določenih priložnostih popije več kot 6 enot in pa ženske več kot 4 enote, kot je predpisano. Zelo v porastu je debelost. Debelost je globalni zdravstveni problem, čedalje bolj, ki je v porastu in ga lahko tesno povezujemo z življenjskim slogom posameznika, Zdaj, nastane lahko zaradi neurejenega življenjskega sloga, lahko je dednost, lahko so bolezni oziroma pač imate določene terapije, zdravila, ki pač vašo telesno težo malo poveča. Potem tudi odvajanje od kajenja, kot smo omenili, lahko tisti problem, da pride do debelosti, potem alkohola, premalo telesne dejavnosti oziroma vaš način življenja, Zdaj je kronično nenalezljiva bolezen debelost, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščevja v telesu in ogroža vse skupine prebivalcev, Zdaj razlikujemo 2 tipa debelosti, to se pravi centralnega in pa perifernega. Zdaj pri osrednjem tipu gre za nalaganje maščob predvsem v predelu prsnega koša, trebuha in pa okrog notranjih organov, To je centralno, ta je najbolj značilna debelost, da se predelu prsnega koša, trebuha in pa okrog notranjih organov nabira. Zato je zelo pomembno, da ko rečemo, zdaj bomo pa spremenili naš proces oziroma naš življenjski slog, ker če se nekdo bori z debelostjo, z neko prekomerno težo, s tem, ko zmanjša težo, se bo boljše počutil, razbremeni seveda srčno-žilni sistem, ker morate vedeti, da ko je prisotna debelost, ko se pač nekaj nalaga okrog notranjih organov, neko maščevje, s tem srce mora še 3-krat bolj delati. Žilni sistem je obremenjen, žile ratajo take trde, niso mehke in potem nastane holesterol, krvni tlak in tako dalje, Vse to pripelje potem še do drugih bolezni. In pa seveda s tem, ko se izgubi telesna teža, je tudi boljša gibljivost telesa. Zelo pomembno je ustno zdravje, tudi marsikdo ne pomisli, kako pomembno je ustno zdravje, to se pravi, ustna votlina ima pomembno vlogo pri prehranjevanju, sporazumevanju, izražanju ter vpliv na naš zunanji videz, Zdaj, poudariti je treba, da bolezni ustne votline vplivajo na naše splošno zdravje, počutje, prav tako kot druge kronično nenalezljive bolezni. Tukaj bi poudarila, da si res pač 2-krat dnevno umivate zobe, da uporabljate zobno nitko, medzobne ščetke, da redno menjate ščetke. Če zbolite, da imate antibiotik ali pa da ste prehlajeni, pač vsaka virusna bakterijska okužba na ščetki pusti neke določene mikrobe oziroma je ta ščetka pač okužena, in je zelo pomembno, da jo zavržete. Če zbolite, jo, ko prebolite pač bolezen, neko okužbo, zavržite ščetko in dajte novo. Čeprav rečemo, ste jo pa pred enim tednom, raje jo zamenjajte in s tem poskrbite za vaše ustno zdravje in to, da ne zbolite ponovno, Zdaj, ščetko je zelo pomembno tudi, da menjate vsaj na 3 mesece, ali pa če je vaša ščetka preveč, da so ščetine šle narazen, ne vem, po enem tednu rečemo, Pomeni, da ste premočno pritiskali na zobe, da je premehka ščetka za vas, da ste pozorni na vse to, Ker je tudi, kot smo rekli, ustno zdravje ima velik vpliv na naše celotno zdravje. Potem osebna higiena. Nas učijo o navadah za izboljšanje in ohranjanje zdravja ter preprečevanje nenalezljivih bolezni. Vemo, da najbolj izpostavljen del telesa so naše roke, pač z rednim umivanjem in nego celega telesa ohranjamo čisto in pa zdravo kožo. Zelo redko kdo pomisli, kako zelo pomembno je, da je hrana, ki jo ponudimo, varna, tudi z vidika higiene, Zelo pomembno je pri prehrani, da ko jo pripravljate hrano, da svežo hrano, sveže meso režete na eni deski, kar je že pripravljeno, date na drugo desko oziroma na drugo vaše delovišče, kjer pač pripravljate hrano,
da ne pride do kakršnih koli pač okužb, a ne. Zdaj za vzdrževanje splošne higiene prostorov je tudi zelo pomembno. Pomembno je čiščenje ne samo kuhinje, ampak temveč tudi drugih bivalnih prostorov, v katerih pač živite. Neposredno lahko vplivamo na osebno in duševno higieno spanja, prehrane, telesne dejavnosti, po drugi strani pa obstajajo dejavniki, na katere posameznik pač težje vpliva, ne, kot so komunalna higiena zraka in tal, ne. Zelo pomembno je, da delamo na tem, da, kot sem omenila, da res gledamo na osebno higieno spanja, prehrano, telesno higieno, a ne. Zdaj, če se pa še ustavimo na preventivnih in pa presejalnih programih. To smo že na začetku povedali, da se tega je zelo pomembno, da se jih udeležujete. Pa me zanima, ali se teh programov udeležujete vsi? Ja. Ja. Okej, Ja. super. Zelo pomembno je, Vse kar je prav, ampak tudi to ima svoje meje. Če ta najbolj pomemben aspekt, to ne pomeni, da mora biti. dobro. V Sloveniji izvajamo 3 državne presejalne programe, to se pravi, imamo Zoro, Doro in pa Svit. Zora je namenjena ženskam med 20 in pa 64 letom. Prejmejo vabilo in na odvzem brisa materničnega vratu. Potem imamo Doro, namenjena je ženskam med 50 pa 69 let, vsaki 2 leti se izvaja mamografija, a ne, če je karkoli narobe, to pregledajo radiologi, se posvetujejo še z enim oziroma 2, vsak napiše sam svoje videnje, kaj je videl na sliki, in potem šele se pogovorijo skupaj in naredijo pač kakšen je končni rezultat oziroma izvid. Pri Svitu pa je namenjen tako ženskam kot moškim med 50 in pa 74 letom in k sodelovanju so vabljeni vsake 2 leti. Kot sem rekla, še enkrat poudarjam, zelo pomembno je, da se teh programov udeležite. Zdaj za Svit je tako, da če imate kronično kakšno bolezen, kot so Chronova bolezen ali pa ulcerozni kolitis ali karkoli, potem pač za Svit pri vam ne pride v upoštev, a ne, to je razumljivo, ker se vodite pri specialistih in oni vas napotijo potem na kolonoskopije, gastroskopije, a ne. Če pa le možno oziroma da imate voljo, pa vas spodbudim, da se čim bolj udeležujete teh presejalnih programov. Če povzamem naš proces, kot smo šli čez vse, kaj vse vpliva na naš proces spreminjanja navad, moramo se zavedati, da naše navade predstavljajo kar 90% našega vsakdanjega vedenja, ne. To je večinoma vse, ne, da so naše navade tiste glavne. Zato je zelo pomembno, da če neka navada ni dobra za naše zdravje, se lotimo čim prej, da jo probamo spraviti na pravo pot, se lotimo nekega zdravega načina življenja in s tem lahko preprečimo, da pride neka bolezen oziroma jo imamo v nekih mejah normale, jo nadzorujemo in s tem se boste tudi vi sami boljše počutili, ne, da ste nekaj naredili za sebe. To se pravi, ko neko spremembo uvedete, neko navado, s tem ohranjate dobro zdravje in pa boljše počutje. Morate se zavedati, da vsako stvar, ki jo boste se lotili, kot sem rekla, je lahko preprosto slišati, ampak lahko pa je za nekoga zelo težko nekaj storiti, ne. Kot sem rekla, če nekomu rečemo, dajte se pa 10 minut na dan telesno biti dejavni, pa če tista oseba nikoli ni bila nekaj telesno dejavna, je za nekoga že to izziv. Če rečemo kadilcu, 1 cigareto manj zmanjšajte, pa te bo že debelo gledal, kako bom jaz to zmogel, a ne. Zato je zelo pomembno, da imate ob sebi podporo, da imate res nekoga, ki drži z vami, vas spodbuja, ker ko pride ovira, neki izziv na vaš ta proces, ke ne vem, bo pa pol leta šlo normalno, po pol leta bo pa neki izziv prišel med vas, pa da zaradi tega nekega malega izziva
ne želite nadaljevati, je zelo pomembna podpora in pa da ste vi na tej poti res motivirani in da želite nekaj narediti. Kot sem rekla, te navade, ki pač spremljajo naš proces, naš življenjski slog, je 90% našega vedenja vsakdanjega, ne. Zdaj, kot smo že prej omenili, kronično nenalezljive bolezni, vemo, da so srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in duševne bolezni. Jaz vedno poudarim tudi na naših skupinah, naših delavnicah, da upam, da veste vsi, da vam pripada pregled v ambulanti družinske medicine, to se pravi, da vam pripada pregled pri referenčni sestri po 30. letu starosti. Jaz upam, da to veste vsi. Veste vsi? Ste bili že pri referenčni? Ja, enkrat. Okej. Zdaj tako. Ko greste prvič k referenčni sestri, če je vse v redu, brez težav, da ni povišan sladkor, holesterol ali karkoli, da pač opazijo v laboratorijskem izvidu ali pa na splošno, potem imate pregled ponovno čez 5 let. Če pa bi rekli, okej, imate pa malo povišan holesterol, pa sladkor nekaj niha, ne, pa vas lahko napotijo čez 3 mesece ponovno na odvzem krvi, čez pol leta, ali pa oziroma, da če pa pač vidijo, da imate res, ne vem, sladkorno bolezen odkrijejo ali karkoli eno težavo, pa vam pripada vsako leto preventivni pregled v ambulanti, v referenčni ambulanti. Zdaj po opravljenem preventivnem pregledu oseba izve pač, kot sem rekla, ali ima povečano tveganje za razvoj kronično nenalezljivih bolezni oziroma ali pa ima že kaj prisotno, a ne, in vas bolj podrobno potem spremljajo. Vam pa pripada, a ne, če greste v ambulanto pa družinske medicine, to se pravi v referenčno, kot sem rekla, če je neko prisotno, neko tveganje oziroma vam odkrijejo, da pač imate pa malo povišan sladkor, vam pripada potem vsako leto preventivni pregled pri referenčni sestri, drugače pa na 5 let, a ne, da se vodite in spremljate. Jaz vam toplo priporočam, če vas pokličejo, se tega udeležite, da vidite, na čem ste, kaj vam ona priporoča, in kot sem že rekla, to so izzivi, ko pride do nečesa, ko ne veste, nimate nekih pravih informacij, zato če ste povabljeni v referenčno ambulanto, na naše delavnice, se tega udeležite, ker boste dobili pač preverjene informacije, ne. Saj je dosti na spletu, vse povsod po televiziji, programu, ampak kot sem rekla, vedno se poslužujemo tistim, kar je najlažje narediti, kar je pa malo težje, se pa raje izognemo ali pa porinemo v en kot, a ne, pa si rečemo, saj bo ta napitek nam pa pomagal, a ne. Ali pa je soseda rekla, da moram pa, ne vem, česen jesti zjutraj ali pa toplo vodo, pa bo to boljše, a ne, pa si damo nekaj v glavo, pa čeprav vemo, da ni dobro, zato vam toplo priporočam preventivne preglede, delavnice, če vas karkoli teži, smo vam centri za krepitev zdravja vedno na voljo, a ne, tudi individualno kot skupinsko. Kot sem rekla, pač v Center za krepitev zdravja, če vas lahko še kaj povabim. A je že kdo bil od vas v Centru za krepitev zdravja na kateri od delavnic? Ne. Ne. Ja, zdaj tako. Sem bila pred leti. Okej, zdaj tako, če želite karkoli, na katerokoli delavnico, da bi vas pa zanimalo, kaj bolj podrobno, kot smo danes šli čez vsako stvar bolj skromno, vas lepo vabim, lahko pridete preko referenčnih sester, lahko preko družinskih zdravnikov, to se pravi vaših osebnih zdravnikov, ali pa lahko vas napotijo katerikoli specialisti, ne samo psihiatrije, lahko tudi katerikoli drug specialist, ali pa pridete sami. Če potrebujete napotitev za določeno delavnico, bomo uredili vse mi, tako da lepo vabljeni, če vas karkoli bolj podrobno zanima, ste lepo vabljeni v naš Center za krepitev zdravja. Tako da z moje strani je to vse. Jaz upam, da sem vam bolj pozorno predstavila zdrav življenjski slog, na kaj seveda je treba biti pozorni, da če pride kaj v vaše življenje, od diagnoze, če veste, da ste lahko nagnjeni, da pride do
karkoli, bolezni, zaradi dednosti, sprejmite bolezen, vsako stvar z odprtimi rokami, a ne. Bolj, ko jo boste pozitivno sprejeli, bolj pozitivno bo bolezen vplivala tudi na vas in lažje boste pač šli čez vse prepreke, izzive in tako dalje, a ne. Želim vam čim bolj uspešno in pa zdrav življenjski slog. Hvala lepa. Ja. Če ima kdo še kakšno vprašanje, Predavanje je bilo zelo, zelo izčrpno. jaz upam, da nisem bila predolga. Je bilo kar dolgo, no, zato pa pravim, da ne vem, koliko bo še smo kar na tesnem s časom, no. Najprej samo tako vprašam, če ima kdorkoli še kakršnokoli vprašanje, upam, da ste pa vse izvedeli v današnjem Ja, predavanju. zdaj eno vprašanje je v chatu. Saj pravim, jaz ga ne vidim, tako da bi vas prosila, če mi ga preberete. Ja, seveda. En gospod sprašuje, imam palpitacije in pogosta nihanja tlaka in utripa cirka 1 leto in pol. Jemljem Konkor 2 miligrama pa pol in Preneso 4 miligrame, vendar že nekaj časa samo 1/4 Konkor in 1/2 Prenese, kajti sicer imam prenizke vrednosti in mi to zaenkrat zadostuje. Imam pa boreliozo, staro, ugotovljeno pred cirka 5 meseci. Ali mogoče borelioza lahko povzroča te težave? Zdaj gospoda bi vprašala, če je že, zdaj glede na to, da ima zdravila za pritisk, a ne, za krvni tlak, če je že probal s kakšnimi drugimi zdravili ali vztraja pri istih? Zaenkrat imam iste, nazadnje sem bil sedaj pri kardiologu in naslednji petek CTA srčnih žil. Tako da je rekel, da ohranimo ta zdravila, pa bomo videli potem. Tako, ja, pač jaz vedno pravim, če imajo ljudje težave s pritiskom ali pa da je neko nihanje, zdaj lahko so kriva zdravila za krvni tlak, da vam jih preveč znižuje krvni tlak, a ne, če sem prav si zapomnila, da imate nižji krvni tlak, a ne? Ja, ampak sem ga začel jemati na osnovi tega, ker mi je pred letom in pol podivjalo, mi je prišel tlak na 230/150, pa visok utrip, in od takrat naprej so mi priporočali ta zdravila, brez kakršnihkoli pregledov. Imam občutek, veste, da mi ta borelioza škodi, ker mi pride v glavo tudi pritisk, pa mi zapeče me v glavi, recimo, ne, pa bolijo me kolena, pa eno, pa drugo. In ali je možno, ne, zanima me, ali je možno, da borelioza vpliva, da je povzročila vse to? To je bilo nekako moje vprašanje. Zdaj, jaz, da bi vam dala zdaj nek pravilen odgovor, vam ga ne morem. Lahko vpliva. Glejte, sama imam, na primer, če lahko samo za primer povem, Crohnovo bolezen, in je vpliva na čisto vsako bolezen. Pač res, na vsako stvar, ki pride v moje življenje, je Crohnova bolezen glavni razlog. Zdaj lahko, da je kriva tudi borelioza. Ker je zelo stara verjetno že, veste, jaz sem sam ugotovil, čisto slučajno s sosedom sva govorili in sem se šel testirati, moj zdravnik na moje, bi rekel, simptome, ki sem mu pripovedoval, nisva nič šla ugotavljati, veste. Tako da, Razumem. potem sem pa govoril v Murski Soboti z predstavnikom, bi rekel, tele infekcijske, pa je rekel, takoj, ko bom končal jemati 3-tedensko tele antibiotike, naj pridem k njemu. Moj zdravnik mi tega ni dal. Tako da zdaj čakam, je rekel, počakaj 6 mesecev na kontrolo. Zdaj sem zamenjal osebnega zdravnika, ker sem imel občutek, da mi ne sledi. Tako da verjetno bom šel na to, ampak da ne bi delal preveč pregledov, zato sem postavil to vprašanje, če je možno, če tam odpravljam. Se pravim, lahko da to vpliva na krvni tlak, lahko so pa problem zdravila. Lahko je premočna doza, lahko je premajhna doza, zato nekateri tudi ta zdravila za pritisk tudi redno menjajo, da vidijo kaj, in potem lahko nekateri pridejo šele na 5. zdravila, da so tista res ta prava, ne.
A bi Zdaj pa jaz bilo možno, recimo, ko takrat, ko je prvič prišlo, veste, to se mi je pojavilo, ne, ko sem bil še v službi, zdaj sem že v penziji, ne. Ja, No, ko sem bil še v službi, mi je kar med delovnim časom nekako iz trebuha navzgor ves pritisk. In glejte, jaz sem bil na urgenci po tistem še velikokrat, ker podivja, ne. Pol pa, če vzamem prehitro zdravila, pa mi preveč upade, recimo, ne. Ampak vzamem, zdaj sem se že nekako navadil na nek ritem. razumem. Se pravi, lahko da je premočna doza. Ampak zakaj je pa prvič recimo tako podivjalo, nisem še imel zdravil. Okej. To Se pravi, ne, lahko so zdravila, lahko je ta borelioza, a ne, da je pač vpliv tega. Kaj pa doma, da bi si merili pritisk, ne vem, zjutraj pa zvečer, vsak dan ob isti uri, da vidite, kakšno bo nihanje tega pritiska. To sem vse počenjal, ne, in pride obdobje, recimo, ko je stabilno, potem ne vem, ali se zunanji pritisk, vremenske razmere spremenijo, ne, potem se pa moram že prilagajati, ne. Razumem. Jaz bi vam priporočila, da počakate do vaše kontrole, tako kot ste dogovorili se, pa probate tudi malo omeniti, da bi mogoče zamenjali kakšna druga zdravila, da vidite, če je problem v tem. Dobro. Se opravičujem, ker vas zadržujem, imajo tudi... Ne, nič me ne zadržujete, samo tudi jaz, pač se opravičujem, tudi jaz nisem enciklopedija, ne, jaz sem pač vem, da velikokrat morajo določena zdravila večkrat zamenjati, da pridejo do nekih normalnih vrednosti, a ne. Jaz tudi pač rečem, da si vedno pišejo doma, ne vem, en teden pritisk, pa grejo do zdravnika, pa povejo, a ne, kaj pa kako. Ja, to sem vse že počel, veste, to je bilo že daljše obdobje tudi, pa tudi zdaj si moram meriti, ne, ker sicer ne vem, kakšno dozo naj vzamem, ne, jaz to nekako doziram glede na stanje, ne. Zdaj tako, sami si ne dozirajte zdravil, to mora zdravnik vam predpisati. No, ampak kadar sem govoril o tem zdravniku, je rekel prav, če vidite, da je prenizek tlak, ne vzeti, recimo konkorja, ne. Oziroma, če ni utrip dovolj visok. Jaz sem danes 55, recimo, ne. Če vam je zdravnik tako priporočil, okej, ampak ne pa sami, da ne bi pa sami karkoli ne prenehali ali pa da ne bi jemali. Mogoče kar, ja. Jaz pravim, jaz bi šla v kakšno menjavo zdravila, pa da probate še kaj na ta način. Lepa hvala, se opravičujem. Prosim. Ja, tukaj sprašuje nekdo, če imate tudi delavnico na temo celiakije. Zdaj na temo celiakije prav ne, imamo pa dietetičarko, to se pravi prehrana, in se lahko dogovorita za individualni posvet in potem ona na podlagi tega ji lahko tej gospe, gospodu pač pove, kar jo zanima, ne. Imamo dietetičarko, ja. No, super. Gospa sprašuje, kako je s presejalnimi testi po predvideni starosti in kako se jih lahko udeleži. Zdaj do teh, ki so predpisane starosti, dobijo vabila, potem je pa samo, da grejo preventivno, a ne. Da se sami odločijo, da želijo še nadaljevati določene pač te preventivne programe, ne. Da dobijo več vabila na dom, a ne. Dobro. Zdaj, to je to z vprašanji, nič več ni. Zdaj jaz mislim, da bi to kar zaključili. Okej, jaz upam, da res, da je bilo v redu, da ste zadovoljni. Zelo, zelo v redu, zelo izčrpno. Mislim, da je vsak kar veliko novega izvedel, no. Se strinjam, je zelo izčrpno. Super, hvala. Da smo res dobro temo izbrali. Najlepša hvala. Ja, tudi jaz se zahvaljujem vam, pa vsem poslušalcem. Tako, jaz tudi hvala, da ste me poslušali, pa želim vam vsem lep večer pa nadaljevanje tega tedna, ne. Tudi vam vse dobro. Hvala lepa. Enako. Hvala. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.